Edina alternativa sedanjega norčevanja iz slovenskega človeka in vaših žepov je glas za SDS. Kdor pa ima s tem težave, lahko po Janševih navedbah na prihajajočih volitvah glasuje za skupno listo NSI-ja, SLS-a in Fokusa, saj kot je zapisal po volitvah, potrebujejo močno večino največ dveh strank. Ali to pomeni, da je Janša kot morebitnega koalicijskega partnerja po volitvah že odpisal Anžeta Logarja, ki je naš gost, saj je na omrežju X pripel posnetek Logarja iz gostovanja v naši oddaji. Poglejmo. Prej ste mi dejali, da boste odgovorili na to vprašanje, ne, ali bi šli po parlamentarnih volitvah v koalicijo z Janezom Janšo, ampak zdaj mi niste odgovorili. Se pravi, bi šli. Sem odgovoril, če recimo gospod Janša zmaga naslednje volitve, bomo mi naredili vse, da se sestavi koalicijo z največjo stranko na levi strani. Bo Anže Logar vztrajal pri svojih izjavah, da Slovenija po volitvah potrebuje raznoliko koalicijo z največjo levo-sredinsko stranko, kar je trenutno Gibanje Svoboda. Je Logar ključ do naslednje levo-sredinske vlade, kot piše Janša? Kakšen volilni program so danes sprejeli demokrati Anžeta Logarja? Svoj program so danes sprejeli tudi Hanovi socialni demokrati, v katerem napovedujejo nevtralno davčno reformo in pravično obdavčitev celotnega premoženja, ne samo nepremičnin, ki bi prinesla razbremenitev dela in pravično obdavčitev, ter zauzemanje za mir, razvoj in blaginjo. Naš gost je tudi Matjaž Han. Dobro večer obema. Dobro večer. Začenjamo z današnjo najbolj odmevno vladno odločitvijo, da bo minimalna plača 1000 evrov neto. Vi podpirate takšen dvig minimalne plače, gospod Logar? Zdaj, jaz sem bil danes v stiku z dr. Mastenom, kjer smo pregledovali tudi predlog te dohodninske razbremenitve, ki jo predlagamo demokrati v prvem tednu nove vlade, torej dvig splošne dohodninske olajšave na 7000 evrov, ukinitev 5. plačnega razreda in združitev v 4. plačnem razredu. In smo ugotovili, da ta davčna reforma pusti posamezniku več kot ta rešitev, ki jo je predlagal Luka Mesec oziroma ki jo je predlagala vlada, torej 1000 evrov minimalne plače, dviga minimalno plačo nad ta plafon in še eno prednost ima tovrstna razbremenitev. Namreč dvig minimalne plače hkrati pomeni dvig prispevkov za SP-je in vseh ostalih podražitev ob vseh dodatnih davčnih razbremenitvah oziroma obremenitvah, ki jih je ta vlada že naredila v tem mandatu. In ne morem se znebiti občutka, da je bila odločitev za dvig te plače pogojena tudi za bližino volitev. Zagotovo pa je... Jo vi torej, če vas prav razumem, ne podpirate? Ne moram reči, da ne podpira, ker mislim, da si zaslužijo ljudje, ampak mislim, da pot ni prava. Pot je prava v razbremenitvi dela, ne pa v administrativnem dvigovanju pač višine plač. Se strinjate s tem očitkom? Najprej, jaz sem kot socialni demokrat, pa tudi osebno kot Matjaž, ne morem odreči nobenem, da bi na mesec zaslužil 1000 evrov. To je tudi na koncu zakonska podlaga, da pač ima minister za delo na podlagi izračuna življenjskih stroškov neko svoj pogled, koliko je lahko minimalna plača. Problem pri tem je, da je bilo premalo na nek način dogovora. In jaz bi si želel, da bi prišli do dogovora, ker jaz sem absolutno za delavce, za sindikate, ampak brez gospodarstva tudi ne bo šlo. In drugo, kar bi rad povedal, problem, ki ga jaz v nadaljevanju vidim, je ta kompresija, se pravi ta harmonika, ker mi moramo, če želimo dvigniti produktivnost v tej Sloveniji, če želimo tehnološko prenovo gospodarstva, potrebujemo tudi više plače srednjega razreda, za kar pa rabimo večjo produktivnost. Ampak samo to pa lahko dosežemo samo, če dvignemo splošno dohodninsko olajšavo, torej če dvignemo oziroma spustimo obdavčitev plač. Variant je bistveno več, še več, kot ste, Anže, kot si to povedal. Jaz mislim, da če želimo imeti en res pogled na davčni zajem v tej državi, potrebujemo eno širok razgovor, kakšno davčno zakonodajo potrebujemo. In kakšno davčno zakonodajo, gospod Han, vi mislite, da potrebujemo? Kakšen je vaš predlog, ker danes ste ga sprejeli? Najprej, vsi se mi zavedamo, tudi tisti, ki smo bili v gospodarstvu, da je ta moment so plače preveč obremenjene. Vsi mi vemo, da imamo premoženje na nek način premalo
da imamo tukaj sploh nimamo nobenega davčnega zajema in tudi dohodninska lestvica bi jo lahko spremenili, ampak še enkrat, mi moramo gledati to zadevo kot celoto. Do zdaj je nobena vlada, nobena stranka ni gledala davčno zakonodajo kot celoto. Ko bomo mi enkrat dvignili dohodninsko lestvico, drugič bomo dvignili minimalno plačo, tretjič bomo dvignili, spustili neke prispevke, rezultata pravega ne bo. Zato pa rabimo nek dogovor v tej državi, ki ga ne moramo narediti za zaprtimi vrati, ampak z velikim pogovarjanjem med sindikati, med socialnimi partnerji, med družbo in tudi med političnimi strankami. Kakšen je vaš konkretni predlog, kar se tiče to, kar je gospod Han povedal, da rabimo celovito davčno reformo. Jaz zastrižem z ušesi, ker to samo pomeni, da še naslednjih nekaj let usklajevanja ne bomo imeli davčne razbremenitve. Ta vlada je v mandatu davčno breme gospodarstva in posameznikov, torej državljank in državljanov, povečala za 1,5 milijardo. In kaj mi rabimo? Takoj ob nastopu naslednje vlade rabimo v prvem tednu sprejeti davčno razbremenitev dohodninske stopnje, dvig splošne davčne olajšave na 7.000 evrov, ukinitev 5. dohodninskega razreda in uveljavitev razvojne kapice na višini 2,5-kratnika povprečne plače. Zakaj? To je teža 700 milijonov evrov. To je manj kot pol tega, kot je bilo pred 4 leti dodatno obremenjen vsak posameznik oziroma gospodarstvo, in to je nujni signal gospodarstvu in ljudem, da se bo država oblikovala v smeri vitkejše države in da ne bo več pobirala novih davkov. Jaz vem, da je potreba v teh nemirnih časih, ko se geopolitika spreminja, reagirati hitro. Ampak zdaj bom jaz relativno dost samokritičen do sebe. Ravno to je tudi moja vlada naredila, čez noč dohodninsko lestvico, ki so jo prejšnja vlada spremenila, ustavila. Ja, ampak vi ste dodatno obremenili. Sam da končam. Ustavila. Zato jaz mislim, da ta država bo zmogla sigurno pol leta dni, da se na nek način pogovorimo, kako lahko davčno zgodbo naredimo kot neko celoto. Ne, da bo ena stranka rekla to, druga stranka rekla to. Vsi imamo v programu, bomo imeli, vse resne stranke bomo imeli v programu davčno zakonodajo. Nobena stranka je pa sama ne bo mogla speljati. Zato potrebujemo nek dogovor med vsemi strankami, med levimi strankami in desnimi strankami, in da pridemo do dogovora, da bomo gospodarstvo lahko naredili produktivno in da bodo ljudje dostojno živeli od svoje plače. Ker ne znam si predstavljati, in verjetno nobeden od naja, ali pa si znam predstavljati, da je težko za 1000 evri živeti, plačati najemnino, plačati prispevke, šolati otroke. Zato je potrebno narediti še nekaj več. Zato vam raj vidim osebno malo daljši pogovor med vsemi akterji. Jaz se strinjam z gospodom Hanom, da je treba narediti celovito reformo. Ampak po 1,5 milijarde dodatnih davčnih obremenitvah ob gospodarstvu, ki ste ga verjetno slišali na zadnji seji oziroma javni tribuni gospodarskega kroga, enostavno ni tega luksuza, da bi zdaj pol leta, 1 leto, 2 leti se dogovarjali o celoviti davčni reformi. Mi moramo najprej pokazati, da gremo v smeri podjetne vitke države, torej moramo davčno razbremeniti toliko, da lahko država preživi, potem pa se strinjam, se pa začne daljša razprava o celoviti davčni reformi, ki bo vključevala vse tisto, kar ste vi danes v programu sprejeli in omogočili dejansko bistveno bolj ugodnejše davčno okolje. Ampak najprej je potrebno prvi korak, to je pa davčna razbremenitev, takoj na začetku mandata. Vidim, da bo to ena glavnih tem. Pred volitvam bomo tako vse obljubljali, rešili bomo cel svet, ampak 23. marca bo nov dan. Zato je potrebno res se pogovarjati med vsemi socialnimi partnerji, ker drugače bomo to državo pripeljali tam, kjer si jo vsi skupaj ne želimo. Ampak jaz bi na tem končal, ker imate verjetno še kak drug vprašanje, kot so samo davke. Lahko sem, ni treba biti pokroviteljski, kar se davkov tiče. Nisem pokroviteljski. Ne, da bojo zdaj vsi obljubljali ob tem, ko je ta vlada, vaša vlada, zdaj zadnjih 4 mesece samo predvolilne bombončke, davkoplačevalski denar dajala ven. Za vse stvari celo vinjete za 4 mesece podaljšati, ne? Pa ne rečem, je pravilno, da se da ljudem več, ampak je treba oblikovati neko predvidljivo davčno okolje. In ni res, da bojo zdaj vsi tekmovali. Lejte, mi smo naredili, doktor Šušteršič je naredil model državnega proračuna, kjer se lahko z vhodnimi podatki igraš
kakšen bo izplen proračuna. In ne boste verjeli, če boste dali davčne stopnje Hrvaške v slovenski proračun, bi bilo na koncu 800 milijonov manj pobranega davka. Kaj to z drugimi besedami pomeni? Da je naša država za 800 milijonov bolj potratna kot sosednja država Hrvaška. Zato ni čudno, da ste v tem času v bistvu produktivnost, da se je zmanjšala in da nas je Hrvaška skoraj že prehitela pri višini neto plač. No, okoli Hrvaške, okoli sistemu Hrvaške v penziji in tako naprej se lahko pogovarjamo o nekaterih drugih zadevah, ki jih ta Slovenija ima in jih moramo obdržati. Ampak, ko ste mi rekel, da zdaj ne obljubljajo vsi, a ste proti minimalni plači? Ne, ste proti vinjetam? Vse ravno zato, ker je težko biti proti in ne moreš biti proti, zato pa treba zadeve celovito rešiti v naslednjih mesecih. Skratka, ne moreš biti proti, če predsednik vlade to predlaga. Dobro, kaj se mi pogovarjamo v vladi in kaj imamo svoja mišljenja, in pač imamo svoja mišljenja. Imamo pa koalicijske stranke. Pa jaz ne bi rad zahajal 4 leta nazaj, pa 8 let nazaj. Tudi prejšnja vlada, v kateri ste bili vi minister, nekatere stvari niste spremenili, pa bi jih lahko. Ampak pustimo to, gremo malo v prihodnost in jaz verjamem, da lahko z enim resnim pogovorom pridemo do rezultatov, ker si jih ta Slovenija zasluži. Ampak dogovor, celovit pogovor. Ampak zdaj, gospod Logar, vi pravite, da mora biti prihodna koalicija raznobarvna. A še stojite za tem in mora imeti v njej, biti v njej največja levosredinska stranka? Ker to je zdaj Gibanja Svobode, katere predsednik je obremenjen s poročilom protikorupcijske komisije in vi to zelo kritizirate, da ne odstopi. Drži. Sej ste predvajali posnetek, ki ga je poobjavil tudi predsednik SDS-a. Samo ta posnetek ni celoten, ne? Je treba še 7 dodatnih sekund predvajati, ker sem jaz jasno povedal. Če bomo demokrati, zmagovalci teh volitev in bomo lahko sestavljali vlado, bomo najprej povabili stranko, ki je recimo temu leva sredina, zmerna stranka leve sredine in oblikovali široko koalicijo, ker to je tisto, kar Slovenija potrebuje in verjetno se strinjava, če hočemo celovito tudi davčno reformo narediti, je potrebno imeti soglasje tistih, ki dihajo z levi in tisti, ki dihajo z desnimi pljuči. V drugem delu sem pa rekel, če bo recimo SDS zmagala, potem bomo pa demokrati naredili vse, da se SDS sklene koalicijo z največjo stranko na levi strani, zato da se doseže ta široka koalicija. In vas to bi pa rad videl, kako vam bo to uspelo. Sam formulo mi povete, kako vam uspelo, da boste prepričali Janeza Janše, da bo šel z Golobom. Pa to, lejte, ne razumete me. Mi rabimo sodelovanje, če želimo v naslednjem mandatu Slovenijo premakniti naprej. Če zmaga nekdo drug, je akt tega želje po sodelovanju, da tudi z javnimi izjavami poskušam narediti vse, da se dva najmočnejša povežeta. Zdaj, če se one dva ne morata povezati, je to njun problem, ne moj. Je to njun problem. Jaz pa trdim, da demokrati pa lahko povezujemo. Ne nazadnje, moje pretekle politične izkušnje, bodi si kot predsednik komisije za nadzor javnih financ, bodi si kot predsednik te komisije, ki preiskava bančni kriminal, mi smo vedno najdli soglasje, mi smo vedno našli tudi v temah, ki so delile skupno soglasje različnih političnih strank in da se tudi to na slovenskem političnem parketu, je pa res, da je mogoče treba malo paradigmo zamenjati. 20 let se trudim v politiki, da sem spoštljiv, da ne delim, da poslušam, da se dogovarjam. Nimam pa te moči, da bi dve največje stranke po anketah spravil skupaj. Jaz se bom potrudil, da bomo s svojim programom, z svojimi ljudmi nagovorili čim več ljudi, da bo socialna demokracija močna, da bomo naredili levo-sredinsko vlado in seveda, da bomo odprli prostor tudi še mogoče na sredino. Ampak gospod Logar, peva naprej. A je za vas koalicija, v kateri bi sodelovala SDS, ter NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča, ter demokrati Anžeta Logarja, raznobarvna koalicija, v kateri bi vi po volitvah sodelovali? Ne spravim, da je treba narediti široko koalicijo, da mora med drugim recimo sodelovati noter tudi SD, da lahko sodeluje, ne vem, še kakšna druga stranka, gospod Prebilič, več strank, več opcije. Saj zato pravimo, da na teh volitvah obstaja izbira. Ampak, lejte, nemški razvojni model se je začel leta 1966 s prvo veliko koalicijo.
Sicer je potem ta razvojni model kasneje treščil zaradi tega, ker so imeli napačne razvojne cilje, ampak v prvem delu, tisti prvi skok, se je pa zgodil takrat, ko so se nehali med sabo politično spotikati. Ampak gospod Logar, če vas jaz razumem, 15 let se mi politično spotikamo. Je res, Jaz imam počasi tega dovolj. Verjamem, ampak a je za vas koalicija, v kateri bi vi sodelovali v koaliciji SDS, NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, če bi bili povabljeni po volitvah? Če je široka koalicija, če zdraven sodelujejo še stranke, ki so iz leve sredine, zmerne leve stranke, s tem nimam težav. Ja, drugače pa ne, če vas prav razumem. Ne vem, zakaj mene ne slišite. Pa vse skozi to poudarjam. Slovenija potrebuje široko koalicijo. Pika, dokončna pika. Jaz ne vem, kolikrat moram še to povedati. Me lahko sprašujete zdaj, me boste lahko spraševali na volilni dan in me boste lahko spraševali po volilnem dnevu. Zdaj, tisto, kar bi se midva osebno želela... Kaj? Recimo? Ne, tam da je spela misel. Je verjetno lahko tudi utopija. Ljudje nam bojo povedali, kako jih lahko prepričamo. In jaz verjamem, da bomo Socialni demokrati v teh volitvah absolutno presenečenje. Želim pa si, v kakršnikoli naslednji vladi bom, seveda levo-sredinski na nek način, da bo glas Socialnih demokratov drugače slišan, kot je bil zdaj. Kar 4 leta je bila kar težka kohabitacija v tej vladi, smo neke stvari naredili, neke stvari bi lahko drugače naredili, ampak seveda pa moramo se zmeraj pogledati v ogledalo, moramo biti tudi mi sami močnejši. Ampak potem, kar ste slišali danes in spremljate gospoda Logarja, bi po volitvah lahko sodelovali z demokrati? Ljudje bojo povedali, jaz nimam pa na koncu tudi težav, če naredimo, če bomo imeli to možnost, da bomo naredili res socialdemokratsko program, ki bo odgovoril na vse izzive, ki nas čakajo, in po volitvah 23. marca bomo mogli gledati ne na svoje stranke, ampak na državo. Gospod Logar, se lahko, vi še vedno verjamete, da lahko dobite 20% na volitvah in da se lahko oblikuje morda koalicija SD, Nova Slovenija, ne vem, Prerod, če pride noter ali katera druga stranka? Ne, jaz sem vedno bolj trdno prepričan, da bomo dobili več kot 20%. Na koncu, če hočemo spremembo od tega, kar zdaj gledamo, je glas za demokrate v bistvu edini glas, ki prineše to spremembo. Tudi spremembo v pogledu, kaj je pomembno za uspešno Slovenijo. Dejansko program, ki ga imamo, davčna razbremenitev, ureditev zdravstva, skrb za upokojence in ureditev dobrih pogojev za mlade, da ne bojo odhajali ven. Mislim, to je tisto, kar je splošni družbeni dogovor. Če se o tem ne moramo uskladiti, oprostite, to je bistveno bolj pomembno, kot da imamo eno barvno vlado, kar drugi se očitno najbolj zagovarjajo. Gospod Han, mislite, da se lahko zgodi, da sredina oblikuje vlado? SD, jaz sem bil cel življenje politični realist, te 4 stranke, oziroma tam je celo 3 stranke, pa ne da sem pesimist, rabiš 46 glasov in to bomo videli po volitvah. Najlepša hvala obema, da ste bili. Hvala za povabilo. Hvala lepa, srečno.